Lepo pozdravljeni na pogovoru, srečen z ustvarjalci, ki smo jih tokrat pripravili skupaj z Zvezo borcev oziroma Združenjem za ohranjanje vrednot iz Domžal. In naš gost je upam, na veselje vseh nas, Radovan Hrast. Človek, ki pravzaprav nosi priimek, ki je kar pravi, Hrast. Se mi zdi, da ga ta priimek zelo, zelo dobro okarakterizira. Pa mogoče povod za najin pogovor pa je knjiga Viharnik na razpotjih časa. Knjiga, ki govori pravzaprav o njegovem življenju, od mladosti. In to življenje je bilo res lahko rečemo pestro, turbulentno, polno vzponov in padcev. In pravzaprav zelo literarno, pravzaprav delo, življenje, ki je samo po sebi roman. Midva bo v tej zgodbi življenja začela tako, kot se spodobi, in na začetku Hrast prihaja iz Sevške doline, starši so bili Primorci, ki so tja pribežali ali pa se zatekli po prvi svetovni vojni, in tam, to je bila vaša družina, je bila učiteljska družina, oče pa nekako kar en tak vaški pravzaprav modrec ali pa nek človek, kateremu so se vsi zatekli po nasvete, po različne pomoči, po pisanje, da je kaj napisan in tako naprej. Pravite, da je pravzaprav bil konkurenca župnikov, no? Kako je bilo zdaj s to vašo družino, v kakšno družino ste se rodil? Najbrž so tam tudi korenine prav za to in domoljubje in pravzaprav neko trdnost, klenost. Lep pozdrav vsem skupaj. Želim, da bomo danes sodelovali, da bo takšno vprašanje tudi vprašali, da vam bom jaz poskušal odgovoriti. Morate pa tudi malo vedeti, da malo imam tremo, malo imam tole bivšo županjo, bivšo politično delavko, ki jo pa visoko spoštujem še danes in sem vesel. No, drugače pa mi je žal, da ni več publike, pa jaz sem bil pred 10 leti, na žalost, premalo ljudje, a jih zanima, ali pa danes smo že vsi, da boste vedeli, nekje živimo v enem vzdušju, ki ni ne prav, ne mrzo, ne vroč, ta vzdušje. Ampak mogoče lahko povem, da koncert je, zato. Koncert je v Domžalah dobrodelni, nekako so se stvari preveč poklopile, ampak se pa tudi snema, pa moram reči, da je bilo kar nekaj ljudi, ko sem pošiljala ta vabila, ki so rekli, da se bodo poslužili tega, ker se mnogi posnetka, ki ga si potem kasneje ogledajo na spletni strani domžalec.si, tako da pravzaprav je ogleda tam ponavadi kar veliko. In jaz sem prepričana, da tudi tale najin pogovor ne bo šel kar mimo. No, zdaj bi pa res začel na vprašanje. Zavedam se, da sem Primorc in to kleni Primorc in pa kleni partizan. Ker je oče izhaja iz tolminskega konca, tam so Hrasti, mama iz Sežane. Potem stari starši so živeli v Trstu, to se tudi prepleta pol v knjigi, ki opisujem, kar sem na Golem otoku tudi največ zaradi tega imel težav. Ampak veste, kako je bilo po prvi svetovni vojni, so Primorci, ko niso hoteli ostati pod fašizmom, so bežali v Jugoslavijo. V Jugoslaviji pa niso mogli biti dobro sprejeti, ker vi veste, da takrat v Jugoslaviji je bilo brezposelnosti več kot je danes tudi.
Zato je večina Primorcev nekje ostala pri Mariboru. Maribor je bil takrat industrijsko najbolj razvit in zato ima Maribor tudi največ bivših Primorcev. No, oče, starši moji stari pa z očetom so pa nekje ostali okrog Ljubljane, da je on učiteljišče v Ljubljani naredil. Je bil Hribarjev gost, ker Rado Hribar, bivši lastnik Strmolja, je z mojim očetom sta bila najboljša prijatelja, tako da o tem bi spet vam lahko govoril, pa ne bo časa. In ker je bil oče napreden, pa Primorc, ko je dobil službo, prva služba mu je bila, meni sedi par mesecev v Mengšu. Iz Mengša so ga prestavili v Vinico, v Belo krajino. Iz Bele krajine so ga prestavili v Šmartno pri Litiji. Tako, ker niso marali primorskega učitelja, ampak samo v hribih. No, in tako so očeta prestavili v Železnike, v Sevško dolino, kjer je moj prvi brat umrl kot dojenček, potem se je drugi brat rodil v Ljubljani, no, jaz sem se pa rodil tudi v Sevški dolini, vas Bukovščica. No, to je bila pa moja najlepša mladost pa sreča in ta me še spremlja vedno v življenju, ko so v največjih težavah, me Bukovščica ven izvleče. Zakaj? To je bilo med hribom, na en stran hrib Sveti Jošt, na drugi Mohor, na tretji Planica. To so bile vse svete gore, noter je bilo pa par hiš po tej Bukovščici in normalno župnik je imel svojo zaslombo, pa oče kot učitelj, pa mama pa drugo. Tako da tam so se, sem jaz to mladost preživel, da sem kot otrok znal vse delati, da sem se družil z kmetov sploh Bloni. Če smo imenovali dva kmeta, ki sta imela po 2 krave, pa na ola, to je bil kmet, drugače so imeli pa po 1 kravo, pa koze, pa ovce. Tam sem jaz mladost preživel in zato ne spraševati, kako to, da sem jaz lahko bil od 41 leta praktično v partizanih, kar sem tudi bil. Moja mama se je takoj povezala z Karmeljem Maksom, kasnejšim velikim, to je bil tudi minister, ampak pol je bil velik čebelar, tako kot sem tudi jaz. In on je imel takrat, je bil vodja Osvobodilne fronte Škofjeloškega okraja. In moja mama je takoj z njemu že takoj julija oziroma avgusta začela z njemu sodelovati in je bila zadolžena pač za svoj okoliš. No, ko je prišla okupacija, oče je šel takoj v partizane, midva z mami so pa ostala, pa ta mlajši brat, ki se je tudi ti bil takrat še. Mama vas je kar takoj zaposlila, ne? Ja, in k nam so začeli hoditi prvi aktivisti, a veste. In mama je vedela, da sem bil jaz nemiren. Vse knjige prebral, in župnijske, in tiste, ki jih je šola bila. Sam bral sem prvi pred Petrolejki ali pri Sveči, a veste. Ni bilo elektrike, do prvega vlaka avtobusa je bilo treba 2 ure peš hoditi. No, zato je pa mama rekla, Radko, boš, da ti jaz vse povem, jaz sodelujem. Takrat nismo vedeli, da so bili to partizani, ampak smo rekli vošari, ker so bili hosti v voši. No, ampak je mislila, boš, da vem, pa če bi nas zaprli, kako ne se obnašam. No, in časa, par mesecev ni bilo nobenega, potem je prišel en učitelj, je čez en mesec še ta učil, potem pa smo videli, da je tista velika selitev nastala, sva pa z mami, pa z bratom smo šli v eno drugo hišo, je bila šola prazna,
ki je ta preselitev šla, smo pa nazaj ostali v tej šoli, prišli in do konca je bila mama v tej šoli in to je bila javka partizanska in normalno, da drugam nisem mogel iti kot. Jaz sem 3-krat zbežal v partizane. Ampak pa zares, ne, pa šele Ja, malo kasneje, ne? Ja, malo kasneje tako, ampak prve ranjence Kersnika Staneta, Jelovčana, ki je bil tudi naš na Himalaji takrat, sem ga jaz obvezoval decembra leta 41, ki je šel v civilu, seveda s pištolo, v akcijo rezati telefonske žice med Sevcem pa med Železnikom. Mim so pa šli žandarji iz Železnikov in ga ne bi niti opazili, ampak on je njih opazil in on je skočil. Takrat so pa začeli streljati in je dundumovka eksplodirala na drevesu in ga je šarapnel. In to je bil prvi ranjenec ne v bitki in tega sem jaz. No, ko je bila potem moja partizanščina skozi do Svobode, kjer sem prišel 45 leta z Gorenjskem vojnem področju v komando mesta Kranj. Ja. Tam se jim Ampak končalo. malo bova šla vse še nazaj, ker mene eno tako vprašanje zanima, kako to vi vidite. Zdaj, tam leta 41 so se stvari začele dogajati kot okupacija, zavedne Slovence so začeli preseljevati, ogromno družin je bilo izseljenih. In vi imate in v knjigi tudi pišete o tej socialni podobi vasi, v kateri ste tudi zdajle skromno rekel, da pač kakšnih velikih in premožnih in bogatih socialno visoko stoječih ljudi pravzaprav in kmetov tudi ni bilo, ne. Ampak kaj je bilo tisto, kako se je kdo opredeljeval, vi tudi v knjigi pišete o primerih ko bratje niso bili na isti strani. Kaj je bilo tisto, zaradi česar se je kdo odločil za eno ali drugo stran? A samo to, da si bil Primorc? A je bilo še kaj drugega, recimo tisto, zaradi česar je en brat stopil na eno stran, drug pa na drugo? Kako to vi vidite? Ne, mi smo bili cela družina povezani in nikdar nismo sploh razmišljali o čem drugem kot o fašizmu in pa nacizmu in pa tej okupaciji. Mi takrat nismo ne sluha, ne duha o čem drugem govorili. Cela vas je bila pa revšna in reveži so toliko pametni, da so partizane sprejemali, če so pa partizani odšli, so prišli Nemci, so Nemce sprejemali. Ampak noben ni izdajal. V Sevški oziroma pri nas v Bukovščici ni bilo enega izdajalca, no 43 leta so pa že prvi stopili v domobranske vrste, pa nekaj prvoborcev je bilo ranjenih, so jih Nemci ujeli, en je pa potem od teh ujetih partizanov bil zelo glasni Perko v Kranju, ki je bil en vodja gestapa celo. Ni bil prav poveljnik gestapa, ampak mogoče je bil pa glavna oseba. On je 41 leta pri nas bil in potem smo se, ki je brat prišel iz Nemčije, pa čez Sveti Mohor pa pod Joštom šel v partizane, so bili nemški, ti gestapovci tam ležali, so bili v pohodu in ki je ta Perko zagledal brata, je rekel, ja, Hrast, kam pa ti greš? Ja, je rekel, na dopust, ker je takrat v šolo hodil v Lijencu. Je rekel, dej, ti bo šel v Majno v Vošarju, ampak mu ni nič naredil. Hoče reči, moja mama je imela, kot bi imela eno nevidno srečo ali pa, ja, resnično, noben od ta belih, ta prvo so bili beli, pa so bili šele domobranci, pa ta raztrganci, pa vse to. To je bilo tega čuda, ampak vedeli so, da je Hrastova ker pa en slučaj tako močno opisujem jaz, kako je bilo v tisti cerkvi, ko se je skril komandir ene naše partizanske čete, šli so pa gestapovci proti cerkvi in so videli, da je
proti cerkvi tekel in so naredili, da so vsi mogli občani venjeti, so se postrojili odzunaj v vrsto in so rekli, zdaj pa povejte, kam se je skril ta bandit, ki je priletel. In so vsi rekli, mi nič ne vemo, noben ni videl, pa so eni videli, ker je na Horšov pa gor pol naprej na Velp. Ampak so rekli, zdaj pa tako, moški v vrsto, prvi, ko bomo vprašali, ne bo rekel, da ne ve, ga bomo ustrelili, toliko, da bomo vse postrelili. Ki je rekel, zdaj se pa postrojite v vrsto, je pa mama stopila ven, takrat je bila stara 40-45 let, črna primorka, lepa, res je bila lepa mami, nemški pa perfektno govorila, je pa rekla temu oficirju gestapa, je rekla, vi nadčlovek, ibermenša, ne, pa zdaj ste te zmagovalci, ste z orožjem in tele boga reveže, ki sploh ne vijo, kaj so v Majneri, kaj so, sploh ne vijo v ničemer in hočete streljati. Če ste toliko nizko padli, kulturno je rekla, potem pa dajte vedete prvo ustreliti. In je samo glavo dol gestapo, šef gestapa dal dol. Je rekel, postrojite se in so odšli. Partizani pa že gor na hribu. Če bi padla prva puška, bi oni tudi udarili, pa kaj bi bilo. Velik masakr, pa vas bi šla. Hoče reči, da je to, potem ta šef gestapa je tudi mene zašel pol čez par mesecev, ker enkrat sem bil doma, nisem bil doma, ampak me je takrat ujel. Pa je rekel, saj te jaz lahko tlele, pa te bom tudi ubol. Pištolo ven vzel, strelil, sem rekel, dajte me, jaz ne moram pomagati, jaz vam ne vem nič, kje bom med tem revežem tlele v Bukovšcu. No in tisti šef gestapa je potem rekel moji mami prav, toliko časa vas bom jaz lovil osebno, da vas bom najdel, ampak ko vas bom najdel, gospa, bom jaz vas pritisnil v zid, pa jaz vas bom osebno strelil. In je dočakala svobodo. Torej, poštena je bila in je noben ni izdal, pa je bilo ne vem koliko ljudi. Zato smo potem tudi zdaj v Bukovščici in na mojo pobudo smo naredili veliko železno ploščo, da je bila to vas, ki je vedela za partizane, tudi dolg časa je bil tam en minerski vod in da nikdar ni bilo nobene izdaje. Torej, spomenik občanom, ne partizanom, ne borcem, ampak občanom. Čeprav danes pa se veste, kako smo reveži razdeljeni. Zdaj, ali si levi, ali si desni, ali si že črn, ali rdeč, nekaj je med nam. Pač smo Slovenci, najbolj brihtni narod, najbolj pridni narod, ampak ravno zaradi tega, ker smo majhni, smo se mogli z mirom boriti, zdaj tudi sebi ne zaupamo, se zapiramo, vidite. Če ima kdo hišo, zdaj že hiša ni nič razčurjena, moraš veliko ograjo naokrog narediti. Ja, in vi ste takrat veljal za enega najmlajših slovenskih partizanov, a ne? Potem vojna se je končala in ko se je vojna končala, koliko ste bil star? V 15. letu. Imel sem vojaško izpisnico, pištolo v žepu, pa uniformo brez... V šolo tako že koliko meseca ni dal nič hoditi, ne? 4 leta brez šole. Imel sem 3 razrede osnovne šole, ki je bilo konec vojne, to se pravi demobiliziran, sem bil potem v Logatcu septembra 41. leta. 45. leta, no. In potem ste šel v Ljubljano in ste imel v tistem domu Ivana Cankarja zelo zanimive prijatelje in ste prebil pravzaprav tam samimi zanimivimi ljudmi, sem videla. Glejte, jaz sem 3 razrede gimnazije naredil zahvaljujoč očetu, ki je vedel, da nič ne znam, pa da ne morem kamor naprej iti. Me je doma učil od zjutraj do večera. Od zjutraj do večera
pa sem šel delati izpit prvo gimnazijo, veste, takrat se je dal. Pa tako drugo gimnazijo, no, pri tretji gimnaziji sem pa polovico doma še bil, polovico sem pa delal, da sem hodil v Škofjo Loko. No, četrti razred sem pa prvič sedel pa v Ljubljani. Zakaj v Ljubljani? Saj smo imeli v Škofji Loki tudi gimnazijo, ampak zaradi tega, ker je bil upravnik en Ljubič, en pošten komunist, ki ga je pa oče poznal takrat, ki je bil kot učitelj v Belo krajini. No, in tisti Ljubič je imel tudi dva sinova, oba dva sta bila pa takrat pri Udbi delala in oba dva sta bila potem z mano tudi na Golem otoku slučajno zaprta. To je več v knjigi, ampak takrat prva generacija v domu Ivana Cankarja so bili Peter Ovsec, avtor Vala 202 potem, ko je bil na radiju, Boris Kralj, igralec, Marjan Kralj, Zlobec, Menard, torej to je bila Smetana kasneje kulture, če bi rekel, res. Tudi Lojze Kovačič, Pa ne? Lojze Kovačič sem pa jaz sploh veliko problemov z njim imel. Zakaj pa? Ker Ja. on je bil pa takrat tudi malo... Kovačič je bil pa malo, veste kaj, on je bil pisatelj in je bil že takrat malo v oblakih tako. In se mu ni dalo učiti. In v šoli, kadar je bil kakšen profesor, ki smo vedeli, da bo sprašal, je on dobil živčni napad. In se je tresel po tleh. To je bilo takrat veliko primerov po vojni, veste. No, samo on je imel težave tudi, ker so iz Švice prišli, ne? Slabo obvladal jezik, ne? Tako, ne? tako, A on je lahko imel skočim? 100 problemov. Prosim? Lahko skočim. Ja? Vi ste ga vprašali, kako so se ljudje opredeljevali. Aha, sva to pozabila, ne? Sva... In to je zelo važno. Bova šla Ker a nazaj? je bila državljanska vojna ali ni bila? Ne, to odgovorim. Glejte, Ste slišal, ne? jaz sem slišal, a je bila med vojna državljanska. Ne more biti državljanska vojna, ker niso partizani imeli države, ne da bomo obranci. Dajte mi odgovoriti. Kako ne jaz vam dam 100 evrov, če nimam v žepu, ne v levem žepu, ne v desnem. Torej, domobranci so bili sluge fašistov pa nacistov, partizani so pa začeli z vstajo 2000 komunistov, ki jih je imela bivša Slovenija 2000, in pa takrat se je govorilo samo o osvoboditvi, seveda, ker je pa se let potem dokazalo, kaj so partizani, kaj to je bilo potem masovni pristop v partizanske vrste, in takrat seveda so se tudi potem upali te bivši komunisti, ki so ostali živi, saj ta glavnina je med vojno padla, a veste. Komunistov ni, tudi danes jih ni več komunistov. No, en je za mizo, še zmerom. Ampak, gledajte, kako ne rečemo, da je bila to državljanska vojna? Če ne bi bilo župnikov, če ne bi bilo škofa Rožmana, ki je takrat se šel pokloniti Mussoliniju in vsem, ne bi imeli veliko manj žrtev. A veste, zavedeni so bili. Zavedeni so bili pa zakaj? Zaradi tega, mati recimo je imela sina, pobožna, normalno, pa vojna, saj smo tudi vsi verjeli v Boga. Je šla k spoved, pa je rekla, gospod župnik, dajte mi vi svetovati, moj sin je dobil poziv v nemško vojsko. Ali zdaj gre v hosto, ali gre v nemško vojsko. Župnik je rekel, se bo še v nemško vojsko ni treba iti. Smo zdaj mi formirali domobrance. In tako so te reveži zapeljani bili, da boste vedeli. Če ne bi bilo tega klera, kar je pa dokazal, zakaj škof Rožmana ni hotel papež sprijeti. Zaradi tega, ker mu je Stepinc
takrat dal en kovček draguljev, da jih more v Vatikan nesti. Rožman pa tega ni naredil, pač Slovenc bil, bolj pametni šel v Ameriko s tem. A vidite, pametni bil. Vendar o tej državljanski vojni naš predsednik Pahor govori, da je bila državljanska vojna. Ne, on ne more govoriti, Ne, 6. maja je v Topolčnici izrazil, da je bila. Pahor dela take neumnosti in take neumnosti govori, da vam jaz zdaj javno lahko rečem, da je za mene on težek bolnik. Ko bo pa prenehal biti predsednik, bom pa povedal, da je bolnik, pa vam bom tudi diagnozo povedal, ki jo imam. Resnično, me primite za besedo. Danes je pa še zmeraj predsednik. Jaz ga poznam še kot študenta in Tanja, ki z njemu hodi, je bil pa njen oče najboljši advokat v Ljubljani, Pečar Ljubo. To je bil pa edin moj najboljši prijatelj v Ljubljani. In Pečar se je zmerom križal, ki je Pahor k njim hodil. In kot študenta ga jaz poznam in od študenta šele v Dražluški proslavi pred 3 leti nazaj, 4 leta nazaj, ki je on govoril, je k meni prišel snest v tem odboru, bil komitev po stezah partizanske lovce, ki je on govoril, da je ta prvi stopil k meni, pa mi je roko dal, prav, Hrast, čestitam vam. To se pravi, ki je bil še študent, ga jaz mu nisem dal roke, pa k Pečarju sem hodil, pa Stanjo poznal. Torej, jaz sem že takrat vedel, da je nenormalen in je pokojni Pečar Ljubo rekel, Bog ne dej, ki je takrat stopil v Zveze komunistov, je rekel, če bo pa ta tam, potem bo ta partija 100% takoj propadla, veste. No, ampak nekaj vam pa lahko povem, da sem pa pestoval pa njegovega drugega sina, ki pa zdaj je star pa ne 12 let. On ima še enega sina, tega pa ni priznal. Zato, ker, vidite, to se zatuša. Vi naredite en greh, pa vas bomo takoj obesil. Pahor je pa, vsega vidite. Ne, pustimo, državljanske vojne ni bilo, ker ni bilo dve države. Partizani niso imeli državo, niti tabeli niso imeli državo, samo partizani so se borili proti okupatorju, zasvojevalcu, ki je zahteval za enega Nemca 100 naših, so jih obesili. Domobranci so bili pa reveži, pa še nekaj je. Saj 1/4 domobrancev je bilo bivših partizanov, morate vedeti. Pa so bili fejst fanti, ampak niso zdržali tega tempa v partizanih. Pa je rekel, se bom šel k domobrancem, tam se bom pa že zmerom nekje odzad skrival, pa bom tako gledal. Ne, domobranci so tiste pa bivše partizane, ki so prišli k domobrancem, dali v prvo vrsto, da je on mogel streljati, pa če so kjer ga ujeli, ga je on mogel mrcvariti, če ne so ga pa oni ubili. A veste, torej domobranci so bili reveži vojne, reveži klera, reveži tudi to, da so šli ta prvo partizane, potem pa tam niso zdržali. Medtem so bili v rogu, to je pa zdaj druga stvar. To je pa takrat Tito pristal na Churchillovo zahtevo. A vi ste starejši, a veste, da se je v Jugoslaviji govoril po svobodi, da je bilo na Malti rečeno, Jugoslavija gre 50-50, tako kot je Nemčija, vzhodna Nemčija pa zahodna. Na Jalti. Ja, na Jalti, če rečne na Jalti. Zakaj je to utihnilo? Zaradi tega, ker je Churchill, Roosevelt je bil že takrat bolan, je pol čez pol leta umrl, Stalin je itak bil pod gasom, pa je kimal vse tisto, kar je bilo njemu všeč. Churchill je pa Slovanov ne mara, on bi nas takole zdrobil. Tudi njegov sin je bil kot major v partizanih v misiji angleški. Ampak Churchill je edin Tita spoštoval. Tita pa je, zato ker ni mogel drugače. Drugače smo pa mi izgubili v prvi svetovni vojni zaradi Angležev pa Francozov že takrat, Koroško pa Primorsko. Zdaj pa po drugi svetovni vojni
smo jo pa sploh izgubili zaradi Churchilla, ker on ni maral Slovanov in glejte, ena avstrijska država. Zdaj so bili tudi oni okupirani od Nemcev, ampak med vojno, če te je dobil Avstrijc, je bilo enkrat hujš, če te je dobil Prus. Jaz se nisem bal v partizanih, da me Prus dobi, ampak če me bo Avstrijc dobil, da ne govorim, če me domobranc. No, še v 50-50, ko je to ven prišlo, zdaj me ti popravili na Jalti. Ja, sem sam. Ja, se prav, imam preveč, imam že stare šipe. Glejte, je rekel Churchill, Hrvaško moramo dati na pol, zaradi tega, ker so imeli najhujši lager v Evropi. Nemci so delali, da so jih v krematorij dajali, tam so pa samo glave rezali. Zato imam jaz tudi tlele, da vam lahko dokažem, pa tudi kaj, pa še časopise, pa še moja svakinja je bila zadnje 2 meseca noter v Jesenovcu, da je v Združenih narodnih številka 520 000 je bilo pomorjenih v Jesenovcu in pa njihovim okolju. Ne samo Jesenovcu, ampak s Jesenovcev so spadali kot. No in so rekli, je rekel Churchill, Jugoslavijo bomo razdelili Hrvaško na pol Hrvaške in Slovenija gre na zahod, ostalo gre pa na vzhod. In prav, pogoj pa je, da bomo zahtevali, da Jugoslavija plača vsem, ki so bili obglavljeni dol, pa pobiti, da dobijo svojci en znesek, ko jim bo vsaj nekaj zadostilo. To je druga stvar. Tretja je pa rekel, vse kvizlinge pa more Jugoslavija prej pa tudi pobiti tist od leta 1944 naprej, kdor ne bo se predal partizanom. To je pa rekel izrecno. Po te kvizlinge je pa smatral domobrance, je smatral Staše, Četnike, Nedičevce, Mihajlovče in tako naprej. Ko je to bilo tam načelno sprijeto na tistem listku, ki ga je pisal Churchill pa Stalin prekival, je to takoj v Londonu zvedla londonska vlada. No in na podlagi tega je prišel pa predsednik te vlade, to je bil Šubašič, na Vis, htitel kaj narediti. Je pa rekel, dajte sprijeti vi v Londonu, pa mi tele v Jugoslaviji, da naj zavezniki spremenijo ta načrt. Zakaj? Prav, če moramo mi dati za 500 000 pobitih ljudi na odškodnino, pa da je minimalna, prav cela Jugoslavija nima tega denarja, ker cela Jugoslavija je bila agrarna, cela Jugoslavija je bila med vojno porušena, nimamo nič vzeti, še sami nimamo za jesti. Je rekel, naj nas to primir pusti, jaz pa kot vlada, pa vaša, če se strinjate, se zmenimo, da Hrvaško pustimo v primiru, da se ne deli 50-50 in pa, da bom jaz vse kvislinge v Jugoslaviji spravil na un svet, vekolikor ne bojo prej pristopili k partizanom, ker to je bila potem, vi ne veste, da so avioni potem listke metali 44. leta. Pristopite k partizanom, ste oproščeni s tem listkom, če ne po vojni, boste sojeni tako, kot je. Meni je samo žal, da nisem tistega listka enega spravil, ki so jih metali z aviona. No, od tej kazni je bil dogovor na Jalti. In kazen so sprejeli vse in je obžalovali in končane z njim.
tako je bila kazen tudi pri nas. Kazen, ko so jo izvršili Angleži, so jo izvršili nad vojake obrenov. Jih je milijon umrlo. Amerikanci so kaznovali z 2 atomskimi bombama, to je bilo vse na Jalti dogovorjeno. In dogovorjeno je bilo tudi, da se vse te kvizlinge vrne v svoje države in se jih kaznuje. In nam morajo nam učitati, da smo mi pobijali, to je bil dogovor. Ne, se jih ni, noben jih ni pobijal, oni so vsi dobili zasluženo kazen. Tako, no se v tem hočem povedati, zdaj pa te detajle, jih jaz še tudi veliko vem, pa nimamo časa. Ampak, ja, jaz sem tudi... Ja, nimamo časa, gledajte. Vidva sva rekla, da se vam poskušala vse najbolj, ker ste bili pa vi osebno udeleženi, osebna priča, osebno pričanje bo predvsem, kar se tiče Golega otoka. In jaz mislim, da ste najbolj še eden redkih, ki še živi in ki je pravzaprav sam doživel skupaj 2-krat, ste bil dvomotorc, se je rekel, kdor se je vrnil. Tako da mogoče zdaj najprej rečva, kako pravzaprav en tak slučaj je bil, in tudi imate zelo zanimivo, kako vi vidite, kdo je prišel. Mi imamo vsi predstavo, Goli otok, otok, zapor za prorusko usmerjene jugoslovanske, večinoma tudi oficirje, komuniste, ampak pravite, Goli otok je bila ena velika mešanica različnih ljudi. Tudi vaša zgodba je zanimiva, kako ste vi tja pristopili. Namreč, gledajte, težko, spet je težko, zdaj ne govorim, zakaj sem jaz prišel na Goli otok, pa se bomo na kratko. Gledajte, ko je 44 leta armija ruska prišla že v Beograd, da je bil Beograd osvobojen, takrat je Rusija že nam dala tisoče in tisoče strokovnjakov. Ali so to bili strokovnjaki za gospodarstvo, ali za politiko, ali za karkoli. To so oni takrat in že takoj so začeli organizirati pa sprejemati naše kadre za šolanje v Rusijo. Zato so 44 leta po osvoboditvi Beograda, po 2 mesecih, 3 že prvi šli. Eni za strojnika ali šoferja, eni v vojaško šolo, za tankista, aviacijo in tako naprej. Ampak takrat so tudi, kakor se je Jugoslavija osvobajala, tako so tudi Rusi že takrat infiltrirali svoje ljudi noter. To je bilo hujško, ko so šli ko mravlje, veste. In ko je bilo osvobojeno, je Rusija že imela vse v rokah, ker mi še vedeli nismo. Jaz sem prvi že v vojski začel klet, pa se jezit, ki je bilo menza za oficirje, pa za vojake navadne. To so že takrat Rusi 44 leta rekli, morate razliko narediti, veste. To je najhujše. Potem smo, ko sem jaz dobil izpustnico, se tam jezil, nisem hotel vzeti, sem rekel, ne morate vi meni izpustnico dati. Jaz sem bil partizan, ne pa, no, pustimo tu, skrajšal bo. Goli otok. Ja, Goli otok gremo, gledajte. In tako so imeli oni pod sabo udbo. Zdaj pa se nekaj, kdo je bil takrat v udbi? Na Hiter je bil v partizanih dober borc, je postal komandir, je postal, največ je bilo prav ljudi iz kmetov. Zakaj? Bilo največ kmetov tudi nastradali. Zato, ker se je doma na kmetih znal skrivati, je znal delati, se je znal obračati, je bil skromen in zdržljiv. In v partizanih so postali ravno taki revški kot jaz, brez šol, pa je bil, ki je bilo konc vojne, je bil že kapitan. In so ga dali v Rusijo za NKVD študirati. Poslušajte, ta kapitan, brez šol je nazaj prišel čez 2 leta, veste kakšen je bil. On še sebe ni več poznal. On je sam pištolo dal na mizo pa zahteval, da si ti vse priznal. To je bilo, vsi udbovci so bili po svoje reveži, ker so bili iz vojne ven poslani ali pa zavzeli. Seveda, druga stvar je pa
vrh, karkoli. Tito je za vrh vedel, zato tudi ni šel na ta kongres, takrat informbirovski, da so sprijeli sklep bojkotirati Jugoslavijo. No, ampak, gledajte, jaz sem že prej govoril, da sem bil zelo načitan, pa ne šolmov. V Ljubljani sem pa samo Smetano imel in samo z intelektualci, pesniki, pisatelji, glasbeniki sem bil. Tako da sem bil jaz potem celo v eni brigadi Kajuhovi iz Ljubljane, komandant brigade. Ta prvi je bil Južnic Stane komandant, naš bivši diplomat, potem pa je prišel informbiro, so njega potegnili v Ljubljano, v Beograd, jaz sem bil pa takrat namestnik komandanta, velik kot partizan, pa tak. In sem jaz postal komandantom. Pa smo bili proti informbiroju v Novi Gorici, normalno. Ampak potem sem šel pa v pomorsko šolo. No, v pomorski šoli, slušajte, a mi lahko zamerite, iz partizanov v šolo nisem znal ne slovenske slovnice, nisem znal ne hrvaške. Prva generacija po vojni, ki je bila šola 3 leta, potem so jo hmalo dali na 4 leta, zdaj je za 5 let, ampak po 5 letih moraš iti pol na fakulteto, če hočeš biti pomorec. Nas bi pa v 3 letih takrat naredili za pomorca, ne. In jaz nisem vedel, da so takrat Udba dala, že imela v vsakem razredu zaupnika, ki je delal za Udbo. Zakaj? Oni so vedeli, čez 3 leta bomo mi iz šole prišli, bomo šli ali v inozemstvo ali v tuzemstvo, bomo prevzeli odgovorne funkcije, da si vodja ali jugolinije, ali jadrolinije, ali špedicije, ali karkoli, bi lahko šel v špedicijo, v brodogradilišče, ali pa na ladjo. In zato so takrat, a veste, kako je bilo takrat težko priti do pasoša. No, tako so pa šele nas pazili, ker bomo šli na ladjo, pa bomo bodoči ali komandant, jaz sem bil komisar ladje, na liniji okrog sveta, pa nisem znal ne slovensk, ne hrvašk, ne anglišk, ne italijansk, ampak vse sem pa pomalo znal. Nemšk, ker sem v Nemčijo hodil po zdravila. Italijansk, ker sem s Italijani bil v pomorski šoli. Danes ne znam pa noben jezik, ker je slovnica osnovna, veste. Če vi znate klavir igrati, totalno boste vsak inštrument obvladali v 2 mesecih. Če pa ne znaš osnovnega, si pa revčen. No, ampak kako? No in jaz nisem vedel, da smo imeli od zaupnika. In to tacga reveža, ki je na pol ciganček bil. Ko sem jaz šel na dopust iz šole, sem ga za Božič pa za nov let k meni pripeljal v Bukovščico. Pol je bil oče pri Kranju. Da sem ga, on je bil pa udbovc, ne, sodelavc Udbe. No, in normalno, potem drugi letnik, ko sem jaz prišel iz Dubrovnika na reko, ki je bila večja reka, pa tudi več nas je bilo na šoli, so se eni, torej na šoli so naredili partijski sestank, pa skojevski sestank, pa sestank mladine. In posod je bil sklep proti resoluciji informbiroja, podpiramo Tita. Ampak nas je bilo pa veliko borcev, smo se med sabo pogovarjali, sem jaz pa rekel, ja, hudič je, ta prvo sem mogel, nisem smel zaupiti Tita, ampak sem mogel Stalina. Jaz pa pravim, fantje, dajmo biti mirni, pa tih nekaj ima Stalin prav, nekaj pa Tito. In ta je lepo povedal, da se rekel, da Tito nima prav, za Stalina je bil pa tih. A ne? In so 3 sošolce zaprli, 2 iz našega razreda, enega pa iz drugega razreda, in sem šel jaz drug dan na Udbo, na reki. In sem se pridušal, hočem upravnika imeti, da sramen sem bil. Sem rekel, kaj zdaj zapirate tele bivše borce pa partizane. In rekel, veš koga, Hrast, bejš ti domov, jutri bomo pa po tebe prišli še v štab.
in je bilo res, čez 2 dni so pa pol mene prišli. To je bilo. A vidite? Pa se je pa začelo. No, ampak zdaj to, kakšna je bila struktura različnih, kdo je recimo na koncu prišel na Goli otok? Glejte, na Golem otoku je bila pa ena mešanca. To je tako, kot če bi delal šaro. Ko moraš več je noter različnih ali pa čevapčičev. Mora biti 5 vrst mesa, pa še kakšna začimba. Goli otok je bil pa taka mešanca, da so bili, največ je bilo oficirjev, ravno tistih revčkov, ko je bil v partizanih v prvi liniji, potem je šel v Rusijo, se je naučil, je bil spet v drugi liniji, potem je pa prišel sem, je pa nekaj zafuril, oziroma ne sam to. Za oficirje bom tako rekel, generalno, izjeme so bile. Doma je bil iz kmetov, imel je velik grunt, oče je star ratov, pa dekle je imel še, preden je šel v partizane. Je imel dekleta, ne. In se je hotel demobilizirati. In se ni mogel. Kjer ga bojo takrat spustili? Takrat so vse rezerviste prosili, naj grejo v vojsko. Zato, ker je bila na vidiku 3. svetovna vojna. In kaj je on? Prvi so bili brihtni oficirji. Pa je šel oficirsko restauracijo, pa v sobotih, pa v nedeljih so imeli glasbo, pa muziko, pa so plesali, pa se ga je napil, pa je kakšno žensko tam od oficirja za ta zadnjo prijel, ali pa nekaj drugega, ali pa je kaj pokozlal in se je potem še stepil, če je hotela policija, še s policijo vojaško stepil, so ga zaprli, so ga kaznovali 14 dni ali pa 1 mesec zapora in pa izpustili iz vojske, ker je noter kraval tudi delal in je šel domov. In to so delali prvi oficirji to pol. Vsak je pogruntal, kakšen prekršek ne bi naredil, da bi ga demobilizirali, da bi lahko šel domov na grunt. On je grunt hotel imeti. Ne, tam so ga pa hoteli poslati še v šole, da bi napredoval. No in potem so pa pogruntali malo, drugi oficirji so pa to isto delali, pa ga niso dali več v zapor, ampak na Goli. Evo, to je bila ena generacija oficirjev. Največ. Redko kdo, da se je od oficirjev odločil. Odločili so se pa višji. To so bili pa polkovniki ali pa generali. Zakaj? On je bil, da je prišel do generala, je bil verjetno ta prvi ali komandant bataljona, pa brigade, pa divizije in tako naprej, ali pa komisar, ali pa karkoli politični. Je druga garnitura in on je borcem to prepozoval. Zdaj je pa sram govoriti proti temu, kar je on govoril celo vojno. A veste? In je rekel, je razmišljal, je se že on bil tudi malo zasvojen s tem Stalinom. Pa je rekel, nekaj ima tudi Stalin prav, ampak nekaj drugega je bilo takrat. Takrat so bili ti generali, kar jih je bilo zaprtih, pa ministrov v Beogradu, so jim prijatelji, funkcionarji tudi nosili časopise, pa so rekli, daj se spremeni. Pa kako je star general pa svojo besedo požre. Ne, je rekel, kar pustite me te, bom že. Ni pa vedel, da so ga potem poslali ta prvo v Bileše, pa na Goli. A vidite, to je bila druga garnitura. Ne kriv, ne dolžan, ampak si padel v tisto vodlo noter. Potem so bili tretji, ko so bili povspetniki, je bil političen, pa je bil nekje dobro zapisan, ampak je videl, da direktor ali pa vodja ima pa še več plače, pa je bolj neumen kot on, ali pa manj dela kot on. Pa je bil povspetnik, pa vse to, pa je malo godrnov, pa je to, pa to. Ja, koga, direktor se je zmenil s komitejem, so rekli, ta nam dela škodo, pa so ga poslali kot tazga. Je prišel. No, to je ali tretji, pa je četrti.
en funkcionar, zdaj pa bom rekel, to so bili pa bolj politiki, funkcionar, ki ima eno lepo ženo. En nad njemu mu je bilo pa žena všeč. In kako je do žene prišel? Je ga že sprovociral, so jih sprovocirala, veste, kako je bilo to. Njega v arest, on pa zno. Ali pa je ona celo z njemu šmirala, pa ni vedela, kako bi se moža rešila, veste. Več je v teh primerov, da je žena to naredila, pa ga je prijavila, zato da je potem imela frej roke. Ker tam so vsakmu zaporniku, če je bil še poročen, predlagali, da se ženo loči. A veste, to je bila fama. Torej, teh vam bi zdaj lahko. Pa so bili pa res, pa še taki špekulanti, ko smo jim že rekli po vojno, ki niso hoteli dati odkup, pa razne prekupčevalci, pa to. No, pa so jih dobili, pa niso vedeli, kaj in kako, pa je prišel na Goli otok. Torej, tam je bila resnično en zmes ljudi, ki nismo bili drug drugemu enaki. In to se je tudi bolj pokazalo. Glejte, jaz, ko sem na Goli otok prišel, ta prvo, kar sem naredil, jaz sem bil prva grupa. Prva grupa nas ni noben sprejel, normalno. Ni bilo nobenega udarca. Drugo grupo smo mi sprejeli, še nismo tepli. Tretja grupa so šele začeli to se pravi, ni bilo to planirano v Beogradu, da boste vedeli. Ali pa da je Tito tega kriv. Tito sploh vedel ni. O Titu vam bi pa lahko dokaze dal, ki jih imam pa jaz. Kdo je vedel to? Še jaz sem zdaj najdel zasliševalca, ki je bil tam na Golem otoku oficir za določeno republiko, je rekel, pa se jaz nisem vedel, da so se tako močno med sabo tepli. Veste, to je bilo zaprt, not v krogu, ampak nekaj drugega je bilo. Pol kasneje sem bil že spuščen s prvo grupo. Prvi sem gor stopil tudi kot kaznjenec, 2 dni ali 3 dni prej, preden se je sploh Goli otok odprl, so nas iz reke pripeljali, drugi so pa prišli z vlaki oziroma z tovornimi vagoni. Ampak sem bil s prvo grupo spuščen. In takrat sem jaz videl, kakšna je situacija. Za 24 mesecev so rekli, da moram iti na Goli otok. Ne, da grem na koristno društveno delo. Kakšno društveno? Med tisti kamen sem padel, no in sem ta prvo rekel, ko sem videl, ki je prva grupa prišla, sem rekel, od zunaj, vi veste starejši, da smo na karte živeli po vojni. Da je v Nemčiji so še bolj stradali, kot mi. Samo v Nemčiji, a veste, kaj so delali? Nemčija je bila polna zavezniških vojakov. Vse žene, ki so imele otroke ali pa bolne starše, so se predajale vojakom, da ne govorim, kjer je imela srečo, da je oficirja dobila, da je lahko domov prinesla kruh, mleko v prahu ali karkoli. Torej, cela Nemčija je bila pregažena, vse ženske, normalno, da so preživele. Ampak vsi, ki so prišli domov, je vedel, da je žena to delala, mož. Vsi so jo sam rekli, hvala, da si nam rešila življenje, pa staršem, pa otrokom. Vidite, mi pa če za eno vemo, bi bilo pa narobe, pa takoj kurba. Cela Nemčija je bila takrat pod vojaškimi Uprava je bila, ne? Vojaška uprava. Vojaška uprava in oni so pa masovno dajali hrano, pa cigarete, pa vse, pa zdravila. In Nemčija ni še danes enkrat besedo rekla, da ima 3/4 otrok iz tiste generacije, ki ni foter oče pravi, ampak je krušni oče. No, hočem povedati, da je bilo pri nas slabo.
Pol na Golem otoku sem jaz to videl in sem rekel, Rado, sam si kriv, jaz sem namreč jaz prehiter padem in prehiter se znam potem obrniti, da sem rekel, če hočem preživeti, moram biti tih, pa pridem, pa delati, pa konc. Če bomo pa umrli, pa ne bom sam jaz, bojo pa vsi te, pa tudi meni ni rešitve. Torej, sekirati se ne. Torej, to je bil moj moto, ne se sekirati, ampak zdrži. No, in tako sem jaz dočakal, ko je prva grupa prišla, no, da nam govoril, da so prej že... A kdo je pol ukazal to pretepanje v teh? No, sam še tole, da končam. Ko je prva grupa prišla, je mogel nekdo odpreti taborišče, da se je vedel, noter. In je prišel od poslanc, takrat je bil nov predsednik, minister za notranje zadeve Aleksandar Ranković. Zdaj, vi veste, da Ranković ni prišel, da bo v prvi grupi kaznjencev govoril, kaj smo naredili, pa kaj moramo narediti, da bomo ven prišli. Ampak da je poslal svojega pomočnika. Pomočnika je pa poslal Jova Kapečiča. To je tega. In ta Jovo Kapečič je tretji dan, ko je bila prva grupa že gor, niso smeli noben kazencet delati, ampak smo not bili v taborišču, je pride general v generalski uniformi, okoli udbe, policajev z brzostrelkami in tako, in on stopi pred nas. To je edin, jaz tole govorim, da on sem pa edin še živ, je on takole rekel, Kapečič, sramota, bivši borci, komunisti, ste izdali partijo, je rekel, otadžbino in Tita, stojite danes pred mano. Zdaj pa, ili ćete revidirati svoj stav i brže ćete otići kući, ćete revidirati svoj stav kući, ili ćete ostaviti svoje kosti, možete na Golem otoku. Sam te dva stavka izrekel. Se je obrnil pa šel. Pol pa tudi za Beograd nazaj. In še enkrat je bil potem čez 2 leti na Golem otoku, tudi s kaznjencem z nobeno ni govoril. Torej, danes pa vsi samo pluvajo, da je bil organizator Golega otoka, da je bil upravnik Golega otoka, nič ni bil on. On je bil samo odposlanec Rankovića. Da pa Ranković ni mogel jeti, no pa zdaj samo še par stavkov. Takrat je bila v Beogradu taka situacija, da je imela Rusija 11 divizij najmočnejšega orožja, samo ta najtežje tanke pa Katjuše, nobene pešadije, nič, samo s tanki pa z oklepnimi avtomobili so vozili in so zasedli od Avstrije vse do Albanije. In tam so vsako noč pa delali upade, da je kakšen tank šel čez. Pa to, pa delali, provocirali so. Naši so tudi veliko raket spustili. In je veliko tankov tudi tam zgoreli. Ampak v Črni gori, pa tam dol, pa niso mogli tanki biti, bila pa pešadija in je pešadija njihova to delala. In je padl 1400 naših vojakov, graničarjev za časa Informbiroja, do Stalinove smrti, ker je bilo tako strogo. Od teh 1400 vojakov noben danes ne govori graničarjev, so bili pa večina Slovenci. Zakaj? Ker Slovenci je bil najbolj poslušen, najbolj pameten za vojsko. O tem noben ne govori. Na Golem otoku je pa resnično umrlo 445 do 450 ljudi. So pa
3 ali 4 ali pa 5 načinov, zakaj so umrli. To, če bo čas, vam bom tudi povedal. Govorili so pa potem, da nas je bilo tam na 100 000 zaprtih, govorili so, da jih je na 1000 umrlo, skozi Goli otok je šlo 16 000 zapornikov in pa 16 grup je bilo. Ena grupa je not prišla, potem, ko je druga grupa not prišla, je bila prva spuščena. Ko je prišla četrta grupa, je bila druga spuščena in tako, ampak vedno jih je več, do polovice več prišlo, kot je bilo spuščenih. Potem, ko je pa po Stalinovi smrti, jih je pa manj prišlo, pa več spuščenih. Tako da 49. leta sem jaz 7. stopil na Goli otok, julija, drugič sem bil pa pol spuščen pa oktobra ali pa septembra pa leta 53. 56. je bil pa Goli otok ukinjen na 57. Vidite, to je bil političen zapor. Zakaj pa drugič? Drugič je bilo pa tako, Prvič je bilo to kratko obdobje, ne, relativno. Jaz sem bil 3 mesece pa pol. 3-4 mesece. Torej, vse, kar je Tapičič rekel, so takrat mogli zasliševalci izluščiti tiste, ki so vedeli, da so nedolžni. In so nas izluščili na njih 250, 270, ki je tega. Ampak smo mogli obvezno jeti še na 3 mesece delovne akcije. To je pa vsaka grupa mogla jeti. Iz Golega otoka ni šel noben domov. Samo jaz sem šel pa bolni, takrat, ko sem bil drugič zaprt. Ker nisem hotel jeti, sem rekel, raje ostanem na Golem otoku, ker pa da bom, če sem spuščen, šel še delati, ker sem vedel. No, ampak to so detalji. Zakaj drugič? Ja, drugič pa zato, tam smo mogli vsi podpisati, da bomo 2 izjavi si mogel podpisati. Ena, da ne boš nikdar v življenju povedal, kje si bil, zakaj si bil, pa kako je bilo tam. To je bila prva izjava, druga pa, da boš, ko boš ven prišel, da boš kot državljan sodeloval z policijo ali udbo. Oni ti bojo itak dali vezo in boš naš sodelavc neplačani, ne. To je bila pa druga izjava. No in ko sem jaz to podpisal, normalno, da sem podpisal. Takrat je pa moji sošolci so bili že v 2. razredu, prvo polovico so že naredili, jaz pa prišel ven in čez 14 dni mene udba pokliče, so mi dali zavezo enega podpolkovnika, pa me zelo strogo prijel, prav, veš ti, bivši. Ne, je rekel, veš ti, si bil tam zaprt, to si podpisal, da ne boš nobeno govoril, ampak zdaj boš pa za nas delal. Zdaj boš pa ti meni za tvoj razred, za cel razred napisal tvoje mnenje o človeku. Prav, čez 3 tedne se pa v tej in tej sobi dobivali, ker smo se dobivali v enih blokih, ker noben ni vedel, pa tudi v sobi. No in ko sem jaz prišel čez 3 tedne tam, je rekel, kje imaš papir, sem rekel, ga nimam. Ja, kako ga nimaš? Jaz sem rekel, meni sošolci vejo, da sem bil zaprt. Eni celo mogoče Dalmatinci vejo, da sem bil na Golem. Jaz to nisem govoril. Ampak noben me še ni vprašal, kje si bil, pa zakaj si bil, sam vejo, da sem bil zaprt. In mi vsi pomagajo, pa naloge mi delajo, tako da sem jaz imel vse naloge napisane od sošolcev, da bi ja končal 2. razred. A ne? Sem rekel, ne. Je rekel, veš koga, zgleda, da so tebe izpustili nepravilno ven. Ti si še zmerom informirovc, ti si zakrknen in tle meni obraz lažeš. Je rekel, zdaj pa čez 3 tedne, če ne boš, te bomo pa poslali nazaj. No in drugič isto bo povedal, takrat je pa začel nad mano vpiti. Jaz sem rekel, vpil pa navš nad mano, jaz sem državljan
Valereje ali Sefereje, takrat je bilo. Sefereja, sem spuščen in če sem podpisal, zdaj pa nobenega ne vidim. Nisem taki človek, nisem za vas. Sem pa dober človek, saj sem bil dober partizan. A je rekel, bomo gledali, da se bomo spravili še enkrat na Goli otok. No, na kar srečam v Ljubljani sošolca Zomar Janeza, ki je bil pol generalni direktor Smodnišnice, tle je šel v pokoj v Kamniku. On je bil pa takrat, ko sem bil jaz v brigadi, komandant brigade, je bil on moj brigadirček. Potem je pa šel v vojaško šolo in je takrat naenkrat v 2 letih postal poručnik. In ga jaz srečam na reki kot poručnika. In tako je on gledal, da je mene najdel pred šolo ali nekje na tisti relaciji. Pa sem jaz Zomra videl s činom poručnika. Je rekel, Rado, ko pa ti tle delaš? Je v pomorski šoli, sem mu povedal, sem rekel, viš pa smolo smo. Malo sem bil tudi zaprt. Ja, kjer bil, vse to ni važno, ampak sem mu začel. Potem pa rekel, veš, ko jaz hodim pa v nedeljo, v sobotih pa v nedeljo v Ljubljano k svojim staršem, v oficirski menzi tim pa jaz dal bloke. In mi meni takole ne 2 tedna, 3 tedne dal tiste bloke. Ja, ko nam, takrat smo mi v internatu stradali, tako kot so posod v Jugoslaviji stradali, tako kot so v Nemčiji. Slaba hrana, oficirska je bila pa dobra, pa veste. In ko je on zmerom z Ljubljane prišel, ta 3., 4. mi pa mogoče meni rekel, Rado, jaz bi se rad pa demobiliziral, ampak me nočejo spustiti iz vojske, jaz te bom pač jaz ruknil v Italijo. No, takrat sem bil pa jaz že ta 3. pri mojemu zasliševalcu, temu, ne zasliševalcu, ki me je imel zavezo. Takrat je pa nad mano že upal, pa to sem rekel, pa me zaprite. Je rekel, se te bomo, če bo treba, da Goli otok postaviti. Pa sem pa jaz videl, da sem prestrašen. Meni je pa Zomar rekel, a veš ko, mene na bojo z vojske spustili, jaz sem mornar, pa imam vezo, jaz bom šel na Krk, oziroma na Cres, pa iz Cresa imam vezo, pa bom dobil en dober motorni čovn, pa je mu v Italijo pobrisal. Ja, pa misli, da boš prišel, prav 100%, to bom pa jaz že to dolg časa, mislim, pa ti nisem upal povedati. Sem rekel, pa grem pa s tabo. No, drugi dan mi je pa še pištolo prinesel, je rekel, zdaj pa moramo počakati, da jaz dobim tisti čas, da me vse klapa, da greva z trgovsko ladjo na Cres, tam bo pa moj človek, ki mi nam bo dal tista motorni čovn in bo po noč čez rukila. Tle imaš pa še za vsak slučaj pištolo. In tako sem šel jaz z njemu, sva šla na ladjo, oba dva on v civilu, ne v uniformi, v civilu, pa jaz pa pištolo vzal. Med potjo, ko smo se pa mi proti Cresu peljali, grem pa jaz na stranišče dol lulat, pa za mano možakar stopi, prav, Hrast, zdaj pa roke primir, da ji povej, ki imaš pištolo. Takrat sem tisto sekundo sem vedel, da sem izdan, da je Zomar to naredil. Sem rekel, vzad na rit, je mi pištolo ven vzel, je rekel, zdaj pa kar tle v stranišču počakal, pa je on stražil. Ko smo na Cres prišli, je bila pa že tam motorni čovn od Udbe, tako super, da je imel 2 palube. Za drugo smer. Ja, za drugo smer, Zomara nisem nič videl, verjetno smo mene pustili toliko časa noter, da je Zomar šel lepo v ta oficirski čovn, pol, ki je bil on not skrit, so pa mene pripeljali, da sem šel, no, ki je čovn prišel, je tam že limuzina čakala takrat in jaz v zapor, spet en mesec po pol v samici, samo enkrat me je en poklical, kaj sem naredil, sem rekel, nič. Nič, hotel sem iti v Italijo, pa niti čez mejo nisem prišel, glejte, pa so me drugič poslali na Goli otok. Kakšna krivica se je meni naredila. To normalna policija ne bi smela narediti. Oni bi mogli čakati, da jaz plujem, ali pa da sem
lahko bi me zaradi pištole, nič hudega. Torej, po nedolžnem sem bil zaprt samo, ne vem, če sta bila 2 stavka. Po enem mesecu pa pol iz Samice dol, tam je bil pa okrajni komitej, greš zaradi tega pobega pač nepomembnega na 24 ur društvenega koristnega dela. Takrat sem pa že vedel, da grem na Goli otok. Tako sem jaz prišel na Goli otok. Potem tam je bilo pa treba pa govoriti pred zborom. Vsi novinci smo mogli, tam smo bili pa jaz pol 7. grupa prišel, ki je bila najbolj tepena, 6., 7. pa 8. 3 grupe. In ravno ta najhujšo sem jaz doživel. S to grupo sem šel tako, da ko sem do paviljona prišel do 12. tam sem že skrb zlezel. No, pa jaz nisem niti takrat vedel, da so, kaj so sprašvali, nič, ker sem bil toliko pretovčen. Pa tudi v Samici sem bil 1 mesec pa pol skoraj brez hrane. No, ampak zjutraj so nas pa novince, recimo v eno barako je prišlo novincov 25 ali pa 30, so nas rekli, danes ne greste delati, bo vsak povedal sobnem starešini, kaj je naredil. In sem jaz povedal, sem rekel, jaz sem pač so me zato, da sem hotel zbežati čez mejo, pa kam bi pa tam, ja v Italiji sem imel strica. Kje si imel strica? Ja v Vatikanu. On je to vedel, se je že vse prej vedel, ker je dobil že podatke. Prav, a ti si pa zdaj zatušal, nisi povedal, da si ta drugič dvomotorc. No, takrat je prišel pa še zraven vodja delovišča, naše barake pa še ne 2, in 4 so prišli k meni in takrat so se pa vsul, pa mene pretepali do nezavesti. No, jaz vem, kaj pomeni klinična smrt. Mene so tepli, ampak nikdar nisem prosil, nehajte, nisem se branil, jaz sem samo čakal, da bom zaspal od bolečin. In takrat so mi stavkli 3/4 zob, takrat mi je šel v desno uho, takrat so me sovali in potem sem jaz zaspal, ker sem padel v nezavest. Ko so videli, da sem padel v nezavest, so me tam zagnali na poden, drug dan sem pa, so me brcali tam na tleh, ne vstanem, sploh nisem mogel usta odpreti, nisem mogel govoriti. Vse stolčen, nos stolčen. Nič, vse je ves krval. No, ko sem k sebi prišel, so me pa dali kot dvomotorca s črno srajco, no, danes imam plavo. Zato, kdor je imel črno srajco, pomeni, da je bil dvomotorc. In tisti smo z nobeno govoriti in vsak te lahko naredil, kar ni hotel. Te lahko brcnil, te lahko kloftal, te lahko ploval, ti smo v bitih. Črno srajco sem dobil in potem sem mogel pa pred kolektivom odgovarjati, zakaj sem prišel na Goli otok. Ko sem jaz samo prve besede spregovoril, vse so oni že vse vedeli. So začeli pa vpiti, evo, živega partizana, najmlajšega partizana, ki se je tlele busal, da je partizan, hotel je v Vatikan, šfarjem. In takrat je v baraki, če jih je not bilo recimo 50 prisotnih, nekaj je bilo na delu, nekaj so bili v delavnicah, da je 50 ljudi začeli tepsti. In potem je sobni izrekel 30 dni bojkota. In 30 dni ali celo 35. Potem pa 35 dni, če sem bil ali pa 30, si mogel prvi zjutraj vstati, pa zjutraj jeti za te bojkotirani po kazan. Zdaj kazan je bil velik, za 100 ljudi, če je bila not kava, veste, koliko je bil velik kazan, da je bilo to dosti, da je bilo to vsaj 50 kg.
pa so bile žice, pa dva močna. 4 smo znosili za zajtrk in jaz sem mogel čakati, da sem ta zadnji dobil, če sem kaj dobil. Na delo, če sem tragač nosil, so se menili, na vsako uro je drug od zadnje hodil, da je mene matral, da sem jaz hitro šel, pa da so kam ne dejali. No. Potem, ko smo nazaj šli na kosilo, ki je bilo konec delovišča, zopet bojkotiran, moraš počakati, da so vsi prišli na vrsto, da zadnji bojkotiranci smo dobili tisto, kar je not ostalo, ker pa ni not nič ostalo, malo vode je bilo, juhe. Take, ki se je kuhal par kil fižola, pa mogoče nekaj par kil krompirja, pa nekaj moke. Dobro, potem si mogel pa na raportu, ne, na politični uri, drugi so sedeli, ti si pa mogel v kotu stati, pa glavo dol, pa roke na hrbtu. Kako? Stati primir, čim si se pa premaknil, so pa 3 ali pa 4 skočili, pa so tebe začeli teksti. Ali pa, takrat smo stenic imeli, pa Bog, pa sramnih uši, ne vem kaj, in to je vse dol padalo, ker barake so bile zidane z kamna, ampak streha je bila pa samo taka, brez krova, samo grušt, pa salonitke gor, pa na Golem otoku, če je sonce sjalo, čez salonitke, veste, kako je bilo noto vroče. Gor pa stenic pa vsega, to je kar takole dol padlo. In se nisem smel popraskati, če sem se popraskal, sem pa batine dobil. Potem pa naprej, pol noči, bojkotirani, prva grupa jih razdelijo na 2 grupe. Prvi ob 10, ki je spanje, do enih ne grejo spat, morajo zunaj pri kibli stati, tam se je lula. Pol greš pa spat, ampak spiš samo do pol 6, ki je bilo vstajanje. Drug večer si pa šel spat, so pa v enih zbudili, da si šel pa pred kiblo stati drugo polovico noči. Tako sem jaz preživel moj bojkot. Mogoče vseeno eno vprašanje še postavim. Kdo se je pa te res krute načine mučenja in pravzaprav zelo take, da so pravzaprav kaznjenci s kaznjenci obračunavali. Kdo se je pa potem, vem, da ste vi res veliko raziskoval bral, kdo je bil avtor teh perverznih idej, kako to prevzgojo izvaja? Jaz bi še toliko rad povedal, da strah in trepet je bilo naša uprava, zaporniška. Takoj, ko so v začetka smo bili na enem koncu Gorga otoka je bil lager, potem se je takoj začel zidati drug, ker tele je bilo narejen za 800 ljudi, pol jih je bilo pa lahko tudi do 2000 in pa še naprej. Pa vedel se je, da bo del časa, da bo ta politični zapor pač do takrat, ker ga bojo razformirali. In tele ni bilo pogojev, ker so tam pol delavnice delali, pa vse to, tam je bilo potem delovni otok, so na drugi strani začeli zidati 22 paviljonov, ampak pred začetkom teh paviljonov so pa naredili pa eno majhno stavbo z 5 vrati, z lepim parketom, noter vsaka soba imela tudi peč, za pozim, da je lahko zakuril. No, pod vizavi dol od spodaj je bila pa takrat za celo žico, za celo taborišče pa kuhna, pa pekarna. No in tam noč so postavili potem zaporniško upravo iz zapornikov. Ampak to je bil komandant lagerja, delovodja lagerja,
kulturni referent, sanitarni torej, kulturni pa sanitarni. 4 poglavji, vsak je imel svojo sobo in oni so iz kuhinje jedli, ampak čudno se nam je pa zdelo, vsi so bili Bosanci. Pol sem jaz vse šele zvedel, ko sem jaz vse raziskoval, vse, kar je v knjigi napisano, je potrjeno, preverjeno, podpisano od vseh, da so bili pa to najtežji zločinci v Sarajevu, ki so med vojno bili ali špekulanti, ali crnoborzijanci, ali ne vem kaj, da so bili vsi obsojeni na smrt, ali streljanjem, ali ubešanjem. Ampak potem so že imeli to kazen, ko se je ta lager odprl. In takrat so pa rekli, so zbrali, se jih je več prišlo s tisto grupo iz Sarajeva, ampak da so 4 iz istega mesta, iz Sarajeva pa prišli, so bili pa že prej v Bilečah, tam so bili obsojeni, iz Bileča so jih pa poslali na Goli otok. Njim so pa dali vso možnost, so rekli, bolj boste pritiskali na te riveže, bolj boste vi oproščeni, ali pa so jih verjetno jim obljubili, da bojo sploh spuščeni, da ne bojo eksekucije nad njim naredili. Kako je to bomo tudi jaz še zvedel, ker se arhivi zdaj v Beogradu odpirajo, na Hrvaškem imamo že čisto odprte, v Sloveniji tudi, ampak v Beogradu še. Sam jaz vam tam pač poznane, bom tudi tiste dokumente še videl, da bom še to zvedel, a so tudi potem z njim to naredili, da so jih pobili, kar bi jaz največ verjel. Ampak oni so bili pa vsi hrusti, a veste kakšni. Jaz sem velik, ampak on je bil pa velik pa močan, se ga ustrašil. In so jim dali vsa pooblastila. In oni so se izmišljevali, kar so že v Bilečah videli, ker v Bilečah so pa že to delali, da so pripeljali partizane zaprte, Golotočane, pa tudi tiste partizane, ali pa so bili proti partiji, ne samo partizane, da je bil proti partiji, v Bilečah so pa rekli, ali pa da je bil partizan, v Bilečah so pa imeli kakšnega ustaša, ki so ga pol ujeli, ali pa domobranca, ki so ga pol ujeli, pa so ga v Bileče poslali, da takrat ni prišel pod eksekucijo, da je mogoče potem hotel čist priti, pa je prišel, pa so ga pač ujeli. Da so tam rekli, zdaj pa imate, to je bilo najhujše, da so dali na eno stran Kvislinge, na eno stran pa zaprte Golotočane. Ker jih je polovico prišlo oficirjev, ne polovico, skoraj vsi so prišli ta prvo v Bileče, iz Bileča pa na Goli. Mi smo pa drugače prišli, ker smo bili administrativno kazen. Oni so bili, oficirji so bili po vojaškem sodišču kazneni, te reveži so še tudi zelo hudo. No in tam so se naučili ti ljudje in tam so potem zbrali te Bosance, da so jih na Goli otok pripeljali, da so prevzeli oblast. In zato so oni začeli, so dali ven parolo sobnem svojim, vsaka baraka je imela pa sobnega, pa spet isto hierarhijo, 4, a veste. In so rekli, vsak kaznjenec mora imeti v glavi zakon, da mora 3 stvari izvrševati. Prvo, da bo priden tam, pa da bo delal. Nobenega kakšnega nemira. Drugo, da bo poslušal v svoji baraki, kaj kdo kaj čez Tita govori, ali pa čez oblast, ali pa čez karkoli, čez Goli otok, da bi kakšno organizacijo spravil. Tretje pa je, da se spomne, kaj je on v preiskavi zamolčal. Naprimer, jaz bi lahko zamolčal, da so meni študentje
nekaj govorili ali pa karkoli, ker pa nisem povedal, ker bi mogoče še kjerga zaprl, ki bi res za informiral. Pa sem jaz vedel, da je bil bolj za... In so rekli, kdor bo to naredil, ampak če bo karkoli zvedel, naj se sobnem starešinu zmeni, da ima nekaj za napisati, sobni starešina mu bo dal eno polo papirja pa svinčnik in takrat mu ne treba je delati. In zdaj pa poslušajte, nekdo, ki je bil preveč izmučen ali pa ki ni sebi dal nalogo, da hoče živ prideti, pa da bo pošteno ven prišel. On se je lagal. Pa je rekel, daj mi papir, pa je drug dan rekel, imam papir že poln, daj mi še en papir, pa daj mi še en papir. In on je pisal, moj oče je pa takrat, ko je bila obvezni odkup, je pa skril toliko žita, pa nekaj krav smo tudi pobili, pa vse take stvari pisal. Pa je pa tudi pisal, Hrast je gledal v gor, pa je v meni en napisal, da se gledal gor, pa govoril, jaz sem pa sam rekel, kakšen bo vreme, kako bo jutr, da sem nekaj pripravljal, da bi za jutr, ne vem kaj. V glavnem, jaz nisem svinčnika v roke vzel niti eno stvar napisal. A te papirje ste videl, ta pričevanja, ta izbor? Ne, ampak ko sem v kraj prišel, me je udbovc rekel, ti moramo čestitati, prvič ti se upravičujemo, si bil po nedolžnem. Drugič pa, ti si bil na Golem otoku, nisi niti eno vrstico napisal, enega nisi uvadil. Sem pa pol zvedel, ko mi je en po pritisku, da moram za udbo delati, sem pa rekel, ne bom, ampak se je pol sam izdal, da je rekel, saj je ta človek o tebi to ne napisal. Torej, lagali so in zdaj pa pogledajte, en, ki je zmešan tam. Naenkrat so začeli zapirati nedolžne, so rekli ti, zdaj so pa tega zaprli. Ampak pol je udba že videla, da je to vse zlagano, pa je bil spuščen. Ampak eni so pa celo na Goli otok prišli in je mogel čakati drugo grupo, da so ga nazaj spustili. To je bilo to. Torej, to je bil političen zapor, ki se ga je Tito zamislil, da more biti. Ampak on je mislil, da smo izolirani, da bomo imeli časopise in da se bomo počasi spremenili, pa videli, da nismo prav mislili, da smo na Goli otok prišli. No, to je eno. Znam, nismo policaji govoriti. Mi s policajem sploh nismo imeli veze. Sam po noč so bile tiste stražni stolpi, tam gor je bila strojnica, pa tam je bil gnezdo, je bila strojnica. Edin tiste dva, ki sta vsak dan prišla štet, sta bila dva, ampak smo vsak večer mogli, cel lager je mogel stati, pa pred vsako barako smo mogli stati, edin tisk, če se bolan, da je mogel ležati, in not ležal, in sobni je dal zmerom poročilo, paviljon 12, pa 100 kazencev, 95 jih tele odzune stoji, 5 jih enot leži, 10 so pa na delovnem mestu. In ko je ta dva policaja, en je šel po eni strani, drug po drugi, ki sta prišla do vrha, so zavpili mirno, voljno, po zvočniku, ker smo podzvočnike imeli, in une dva policaja sta mirno došla, mi smo bili pa prosti. Znam, ni policaj smel sploh spregovoriti. Udbovci pa sploh niso hodili v to lager. Če si ti bil, da te on hotel kaj zasliševati ali pa karkoli, si se mogel javiti na raport, ali je pa on sobnem rekel, Hrast ne pride jutr k meni na raport na upravo. Tako da uprava je imela tlele svoje stavbo, mi smo imeli pa tle lager. In mi za upravo sploh nismo videli. Videli smo samo takrat, ki je prišel Rankovič, ki smo ga pa videli.
pa naš un je prišel Krajger, ki je bil tudi takrat minister za notranje zadeve, tiste smo pa videli. Drugač pa udbovcev sploh nismo vezani. Torej, na nas policaj ni roke gor dal, ne udbovcev. So bili pa, še enkrat vam zdaj povem, za mene, jaz sem to tudi kaj ugotovil, pa tudi potem sem jaz z velikim udbovcem govoril, s Kapežičem so pa sploh prijatelja, mi je tole napisal tenot v cirilici meni. Mom uvaženemu prijatelju, partizanu Radovanu Hrastu Jovo Kapežič. Imam njegov podpis, ker sem jaz pol hodil, pa smo tudi citiral, kaj je on nam povedal. Pa fantastična knjiga in me je tisto, kar nisem vedel, me je vse on povedal. On nima z Golim otokom nič veze. Ampak, ko sem vam že prej povedal, vojske je bilo takrat poln ruske, Amerikanci so tle imeli, to je bilo resnično težka zadeva. Tito je pa hotel priti na Goli otok, po Stalinovi smrti, ker prej se sploh niso hoteli pogovarjati, ker je imel on skozi tako napeto situacijo. Pol so ga pa krivga peljali čez vodo. Ja, midva bova mogla počasi pogovor k koncu pripeljati, čeprav bi najbrž imela še ogromno stvari, se vidite. To ni čuden, ne, spominek, kdo je gleda po televiziji, to so oddaje kar 3, 4, 5 nadaljevanj, se mi zdi. Ampak zanimivo, no, še to bova vsem povedala, da zdaj ste na nek način kot vodnik popeljete, ne, zdaj skupine tudi po Golem otoku in Možina, ne, je z vami naredil oddajo, sta snemala na Golem otoku, vi ste kole govoril kazdele in Možina je 13 pripeljal Aplenca, če ga vidite po televiziji, pa Senca pa mene, pa snemalcev 3. Aplenc, da vam zdaj povem, je bil s prvo grupo tudi spuščen kot jaz, potem kdaj je na drugo grupo prišel, jaz sploh ne vem, samo vem, da je takrat prednji bil zaprt, mi je udbovec povedal, da je za njih delal, veste. Pa da je bil pol v železarni, ki je bil zamenjan kot generalni direktor na Jesenicah, so najdli 500.000 mark takrat manjka. To je vse Janša pobral. Zato pa je on danes pri Janši ta glavni. Ampak Aplenca mene noče videti, zato se boji, ker jaz to njemu več vem, še kot sem vam zdaj povedal. Cenc je pa bogi revež. Zakaj? On je bil pa v diplomatski šoli v Beogradu in tako svinjsko se laže. A veste? Prav, kako je bil zaveden, pa vse to. Če je bil v diplomatski šoli v Beogradu, veste, da so imeli oni vsakodnevne najnovejše informacije in da se vidi, kdaj tudi Informbiro propada kot tak. Je bil zaprt šele 51. leta. Ne, 52. leta je prišel na Goli otok. 52. jaz pa 49. Takrat je že vsak pamet mogel vedeti, ne pa en iz diplomatske šole. No in Cenc je tudi kučan, da mene ne mara. Zato, ker sem ga jaz smejim, kar je on napisal. Zdaj, kar govori, zakaj so ga zaprli, dajte na mir. To je laž. Vsak je nekaj imel, en je bil po krivdi žene, en je bil po krivdi, da je nekaj ukradil, en je bil po krivdi zaradi tega, ker je hotel se povzpeti na konto drugih ali pa obratno, samo nekaj je. Vsi so bili pa zakaj reveži, ker so v nepravem času za najmanjšo stvar šli na Goli otok. Danes, če ti enega ustreliš, ja, če ti bojo naredili za neprištevnega, pa boš spuščen, sam če imaš dobrega advokata. Takrat je pa en za eno tako, a veste, vsi so bili reveži, reveži so bili pa tudi policaji. 3/4 policajev je prišlo po kazni na Goli otok, ali pa so ga preverjali, a je res 100% komunist ali. Tako so preverjali tudi udbovcev.
marsikateri udbovec je potem iz Golega otoka prišel izgubil službo, pa je bil podpolkovnik dol. Pa marsikateri policaj je potem postal arestant, da te vedel. Torej, dol smo bili vsi zaporniki, samo oni, ki so bili pokazni ali na preverjanju, imel dobro hrano, pa z nam ni imel veze. On je imel samo dosije, ker vsaka, vi morate videti, da je bilo dol, da je Jugoslavija imela 5 republik, pa 2 avtonomne pokrajine, ne? To je bilo 7. Torej se pravi, je bilo 7 višjih oficirjev od vsake republike, potem je bil pa še za zvezdno vlado je bil pa upravnik zapora, glavni zasliševalec. Ker sem bil pa jaz takrat v pomorski šoli, sem imel pa štipendijo ministrstva za pomorstvo, ki je bilo v Beogradu, gledajte, Slovenc, zaprt na Hrvaškem, na Golem otoku sem pa spadal pod FLR-je, pod zasliševalca, upravnika Udbe tam. No, ampak jaz sem pol, ker nisem več hotel delati, pa sem bil že, na koncu sem se pa upravnikov pritožil, no, pa je pa meni pritožba uspela, pa pol leta tam nisem več delal. Pa so pa formirali kulturno sekcijo, ki se je delila na glasbeno pa na dramsko. Jaz sem rekel, da znam malo bobne tolči, pa malo kontrabas igrati. Sem tam pol bobne naredil, tam so bili pa profesionalci in sem svojemu sobnemu starešini rekel, da je upravnik zapora, narodni heroj Raštegorec, rekel, Hrast, zdaj pa sobnem povej, da ti ne smeš več delati, pa tudi na politično uro, če se v Švadu dol, da so kakšen inštrument naučil, te ni treba hoditi. Jaz sem pa rekel, da mi je zapovedal, da se moram učiti. In sem se jaz dol kitaro v pol leta naučil, ko sem ven prišel, sem pa takoj že formiral prvi ansambl, ki je potem hmal Kokalerado, ki je bil tudi dol zaprt, so bila pol prijatelja. On je bil pa dober pevc. Moravčan, super, pa pošten človek, pa partizan, tak, da ga, on je bil res dušo in skromen Kokalerado. Zdaj hodim na te proslave. Dobro, mi dva morava res malo končati, mogoče dava pa eno možnost še publiki, pa če je kakšno vprašanje. Ja. Franci Gerbers. Jaz sem bil na Golem otoku. Ne, nisem bil v sreči. Zakaj se Goli otok ne uredi in se tam naredi muzej ali pa prikaže se to, tam je razbito vse, tam je obupno. Zakaj se to ne uredi? Zakaj pa ne bi naša zveza borcev slovenska pa druge, ali pa države bi morali to urediti? Dragi prijatelj, krasno vprašanje. A vi veste, v kateri republiki je bil ta lager? V kateri? V kateri republiki Goli otok? Hrvaška? No, Hrvaška. Hrvati so neumadeževani. Oni so Jasenovec zravnali in danes trdijo, da so jih tam 80.000 pobili, ne pa pol milijona, še več. Goli otok hoče, da se poruši, zato ker jih je sram, ker pravijo to na Hrvaškem. Na Hrvaškem ne bi mogel biti, ne dovolijo oni. Ne dovolijo, da ga častijo ali pa da je spomin na to. Zato, ker Hrvati še danes niso podpisali kapitulacije. Še danes so oni po srcu ustaši. In zato smo mi še borili za nuklearko, ko smo bili neumni. Tako smo se za nos obrisali za vse. Jaz sem tudi član uprave Golo-otoškega združenja v Zagrebu. Ampak zdaj me nakličejo več, ker sem jim tak štos naredil, bi mogli pa 5 minut poslušati. Se me bojijo. Mene so klicali tudi v sabor pridem govoriti. Pa meni uide, ko je beseda. Ne vse preklinja čez Goli otok. Zaradi Golega otoka je bilo 16 tožnic revežev, je bilo toliko mrtvih tudi, ampak ne, da bi jih Udba pobila, niti enega ni
največ jih je tifus pobral. Okrog 270-80 jih je tifus. In če ne bi imeli doktor Nikoliča, ki je bil na Sutjeski, ja, zdravnik, s tifusarjem je bil pol na Goli otok arestant in on nas je rešil. On je bil svetnik na Golem otoku. Glejte, Hrvati to ne marajo, nočijo, ker jih je sram, ker pri njih je vse zlato, kar je hrvaškega. In zdaj, da je Goli otok tam. Čim prej ga je treba do konca porušiti, pa konc. Veste. A lahko sam Še eno vprašanje, ja, izvolite. Jaz sem pa hotela tole vprašati, a ste kdaj brali recimo o tistem eksperimentu, znani eksperiment, kako so se zbrali študentje in so jih dali v dve skupini, v mučence in mučitelje. In kadarkoli pride ena taka skupina, ko dajo ljudem moč, a ne, lahko ta skupina, ki ima moč, nad drugo skupino izvaja teror. Ne glede na to, kakšni so, kako so in kakšne so okoliščine. To je bil tak psihološki eksperiment v Ameriki med študenti na univerzi, ki so ga mogli ustaviti, ker je šel predaleč. Hočem reči tole, da jaz iz vašega pripovedovanja, pa iz tega, kar pričevanj o marsičem poznam in vem in sem brala, razumem, da lahko vsakogar v vsakih okoliščinah pripraviš, da ravna tako, kot so vaši sojetniki ravnali. Tako je. Glejte, jaz vam pa dam eno prispodobo. Dober borc, dober komunist je bil, dobro je bila firma, ki je bil direktor, je prišla prekocija, partije itak ni več, in on kot pameten človek nekaj denarja mu prišparan, da je kupil delnice, svojim delnicam je kupil še kredit vzel, na koncu je pa prišel v fabriko za lastnika in je odpustil 2000 delavcev, 2000 družin je sunil na cesto. No vidite, to se zdaj dogaja, mi zdaj vsi dobro živimo, pa ne zaradi tega, ker je sistem. Ne, dobro, zato živimo, ker je tehnika šla naprej. Zdaj je dokazano, da Boga ni. Naša zemlja je samo en satelit vsemirja. In ko vi umrete, vaša energija gre ven, je reinkarnacija. Ker mi smo sestavni del prirode. Ljudje, rože, živali so vse iz molekul pa iz celic. In to je bilo pa narejen po 4 milijardih, pred 4 milijardami, ki je bil naš kontinent popolnoma gol, ki je prva vlaga prišla, ko so se začeli razvijati tiste golaznike, pa tako naprej. Vsekakor vidite, ne, da Radovan Hrast veliko bere, veliko razmišlja. In to je zdaj dokazano. Sam še nekaj moram povedati, da vas še na to spomnim, ste mi rekel, da moram. In pred 3 dnevi se je začela njegova knjiga, ki jo je eno Ahčadni prevedel, prodaja tudi na Amazonu. No, tako da gre tudi s časom naprej in ima knjigo na Amazonu prevedeno lepo in se prodaja tam. Zato pravim, da neprestano grize, razmišlja, študira, kljub svojim, se najbrž vas vse zanima, ne? 88 letom. Zato, ker ni ženska, mislim, da lahko to mirno povemo, brez težav, da mi ni zameril. Tole knjigo, čas, ki ga ni, je prinesel tudi nekaj izvodov s sabo, pravi, da jo je možno kupiti po 10 evrov. To je knjiga, v kateri je pričevanje predvsem o Golem otoku. Pa partizaščina. Mislim pa, da to, kar se je meni zdelo pri Radovanu Hrastu zanimivo, to, da je res neskončno iskren, da ne goji nobenih zamer, da če bi še teh knjig prebral, bi videl, da jaz sem veliko tudi diplomov sem pisala iz teme Golega otoka, ampak tako pravzaprav nek tak, ne bom rekla objektiven, ampak tak nekako dvignem pogled na vso zadevo,
kljub temu, da smo danes slišali, da to res ni bilo preprosto, je ustvaril in pravzaprav še naprej želi predvsem širiti to, kar je doživel, ker je res zanimivo. Nismo nič govorili, da je bil pol pomoščak, pa da je cel svet vplul, pa da je počel, pa da je bil glasbenik, ne, skratka, zelo. Ja, to ima pa v knjigi, no. Tako, v knjigi je vse to, kar je res opisano in vzemite si v roke, ker... Hvala vam. Tako je življenje. Drugač bi vam pa lahko, jaz sem tle ogrom. Dajmo pa nadaljevanje. No, to smo se še pozabili reči, tiste oddaje, ki je on posnel na Golem otoku z Možino, nikoli še ni bilo na televiziji. 2 ure mi je snimal Možina. Pa nič. Čuden. Na Golem otoku, 2 sta pa snimala. In glejte, Očitno ni prav govoril. samo rekel je, Hrst govori. Tema je tvoja od začetka do konca. 2 ure sem brez prestanka, samo takrat, ko sta vmes kolute zamenjala, ko sem končal, je pa rekel, gospod Hrst, moram vam čestitati, vi ste res, hočete svojo poštenost naprej peljati, ne greste, ne odstopate, hočete vsak odstop dokazati, da ni možno odstopati prav. Jaz vas visoko spoštujem, kot partizana vam pa moram povedati, da tudi moj oče pa mama sta med vojno sodelovala in sta dajala živile za partizane. Se rekel, je to res? Ja, je rekel, res. Potem je pa žalosten, da si tako nizko padel. Hvala lepa. Do danes niso to dali. Kdaj je še zmerni bilo? Kdaj sta delala, ki je bil direktor? To je že kar... A ja, to, ki je bil on še direktor, pa mi je tudi klical var na konferenci. To je mi rekel, da moram vam povedati. Lahko noč, hvala, ki ste prišli. Bomo šli še s kakšnimi zanimivimi zgodbami naprej. Hvala.